Ja, danes sem pa res vesel, ker grem v shopping. Mi je dal sosed 2 filma na VHS kasetah in grem po videorekorder. In tudi avto imam čisto pravi, da se zlije s tehnologijo teh kaset in Discmana. Evo ga, Suzuki Jimny, legenda. Vem, zdaj si mislite, kaj je to, volan klasik, da se vozim z 20 let starim avtom? Ampak ne, tale je čisto nov, so ga pri Suzukiju posodobili in ga tudi prodajajo. Imate pa tudi prav. Čeprav je prvi Jimny na cestah strašil že v 70-ih, je tale tretja generacija stara 20 let. Ja, toliko časa ga že izdelujejo, pri Suzukiju so ga seveda malo posodobili, tale ima spremenjeno masko in sistem ESP, da je pač malo bolj sodoben. Res, malo. A veste, kako vedno opozarjamo, da zasloni na dotik niso kul, da preveč stikal voznika zmede, da na primer sistem na opozarjanje vozil v mrtvem kotu ne dela dovolj dobro in da je plastika trda? No, tukaj vse štima. Ne nastavljiv volan? Ok, bo pa tako. Bluetooth? Ja, najprej rabim radio. Za svež zrak moram narediti takole, tega že tudi dolgo niste videli, in prižgati luči, ker samodejnih pač ni. A ja, tale ima pa še pepelnik. Vemo ga začeti kaditi. Ne. Ok, pripravljen in lahko grem. Ja, res je, današnji avtomobili so bolj udobni. Tale sedež je samo povprečen, položaj za volanom je še kar ok, so mi pa dejansko všeč tale stikala, zato ker so tako enostavna. Šele pri vožnji s takšno starino ugotoviš, koliko nepotrebnih stvari je danes pravzaprav v avtomobilih. Dejansko mi je vožnja tule super. Dobro, seveda ima tudi stvari, ki me motijo, naprimer, da se stekla bolj kot ne rosijo, zato ker prezračevanje ni po današnjih standardih, predvsem pa ni udoben. Ja, ves čas pretresa, pa cesta sploh ni tako zelo slaba, oziroma ker malo se zvija vse skupaj. Občutek na volanu je bolj tako, prelahkoten za moj okus, ampak vsaj neumeten, kot so danes. V bistvu sploh ni tako zelo slab. In avto je glasen. V peti prestavi pri 140 km/h se boste bolj malo pogovarjali s potniki. No, mimogrede, to je tudi največja hitrost 1,3-litrskega atmosferskega motorja, ki premore s 66 kW. Je pa motor zakon, ker se izjemno rad vrti in še fin zvok spušča, da imaš ves čas občutek, kot da si v dirkalniku. Ker je pogon v osnovi zadaj in medosje komaj daljše od kakšnega sendviča, je vseeno treba na spolzkem paziti, da rit ne prehiti nosu. Je pa Jimny zakon na terenu, ker je ozek, majhen in lahek je kot koza in prav predstavljam si, da bi prišel zelo prav nekomu, ki živi nekje v odročnih krajih. Podobno kot Panda, le da je tule malo več prostora. Ampak res malo. V prtljažnik spravite 113 litrov. No, ko stvari postanejo resne, pa je na voljo 4-kolesni pogon in celo reduktor ima, vse na dosegu roke, oziroma na pritisku gumba, tule. In celo ESP ima, ker ga mora imeti. Na srečo je izklopljiv, ker bi bila tole sicer najboljša in hkrati najslabša stvar avta. Ne bi bil tako zabaven, kot je sicer. €17 stane tale z opremo Style, torej z najboljšo. No vem, kakšna manj verjetno niti klime nima, ali pa pepelnika. Sicer pa je po modernih standardih že precej zastarel, ampak je noro hud, zato se vsi v uredništvu grevamo za ključe. Zato, ker te spomni na tiste dobre čase. Ja nič, zdaj pa po videorekorder, pa v pralnico, ker je kočunek.